Ja, pol sem prišla v Slovenijo in itak prvi vtis mi je bilo wow, kot da smo v neki Disneyland pravljici, gore povsod. Jaz mislim, da se Slovenci res ne zavedate, a ne, včasih, koliko je eni takih malih, drobnih stvari, ki so res privilegiji za življenje, ne. In za mene kot nekoga iz te metropole, koliko nas je v Deliju takrat bilo sigurno več kot 10 milijonov, no. Jaz, ko sem prišla sem, ni tiste gužve, zrak je bil, dejansko lažje dihaš v Sloveniji kot v Indiji, ne. Povsod zelenje, pač vse je bilo ful blizu, ti si prišel z letališča do Maribora v uri pa pol. Jaz sem rabila v Indiji se voziti do šole 1 uro, ker so bile take razdalje pa prometne konice in podobno. Ampak moram pa reči, ja, da pol tista pravljica je čez čas, sem pač bila tudi soočena z, ne, drugimi platmi, kot je pa ja, tisto, okej, tukaj govorijo čisto drug jezik, ljudje pač imajo tudi neke čisto drugo kulturo. In pač seveda zdaj, ko si star, jaz sem bila takrat, ja, 10-letna punčka, mogla sem se vpisati v šolo. Takoj, ne, v bistvu oktobra sem prišla, tako da sem zamudila 1 mesec šole, do tistega 5. razreda in so me vpisali malo z zamikom. In pač ja, tudi soočati se s tem, da zdaj ti nimaš nobenih prijateljev tukaj in kako jih zdaj dobiti, sploh z vrstniki, od katerih jezik ne poznaš niti njihovih navad in pač po vrhu tega si pač rjav in ful izstopaš v bistvu, ne, med ljudmi. In mislim, da mi je bilo na začetku ful težko nekako se navaditi na to, ker dobesedno so me vsi ful gledali. Pač okej, tako tudi druge člane naše družine, ne, očeta pa sestro. Sploh pa v Mariboru v tistih časih je bilo res malo tujcev. In res pač povsod, kamor smo šli, si pač čutil poglede ljudi na sebi.